Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o dihanju v svoji družbi. Pozdravljam, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Torej, dr. Milan Hosta, učitelj dihanja, licenciran butejkoterapevt, Manca Izmajlova, mezosopranistka, učiteljica dihalnih vaj in Blaž Bertoncelj, mednarodni učitelj joge, somatski gibalni pedagog. Torej, še enkrat lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o dihanju, o nečemer, kar bi... Pa vse to vsi znamo, zakaj se moramo zdaj pogovarjati o tem, ne? Takšen je ponavadi prvi odziv. Ampak vendarle, Blaž, ko sem se pri tebi izobraževala za učiteljico joge, se zelo dobro spomnim tega stavka. Plitko dihanje, plitko življenje. Zakaj? Kaj je dejansko zadaj tega? Tudi obratno, hitro dihanje je ponovadi rezultat preveč aktivnega življenjskega stila in aktivnega živčnega sistema. Gre za to, da dih izraža naša notranja stanja in nisem neka biološka funkcija očitna, ki jo rabimo za to, da celice dobijo kisik. Ampak ima dih tudi psihološko, to lahko rečemo tudi duhovno funkcijo, ki je bolj subtilna. In ker živimo hitro, vplivamo na agitacijo živčnega sistema in to se manifestira potem lahko v prekomernem dihanju, hitrem dihanju, plitvem dihanju. In to v bistvu ni zdravo in se premalo govori o temu. Dihamo vsi, se tudi dokler smo v tem telesu živimo. Ampak kako? To pa drugo vprašanje. Prav spomnim se na enih počitnicah, ko smo bili skupaj, smo naredili tisti test Wim Hofa, kako hitro dihaš v eni minuti, koliko je vdihal in izdihal. In on to zelo povezuje tudi s tem, da te lahko vrat boli zaradi tega, ker se določene mišice ne kontrahirajo, kakor bi se sicer. In so bili vsi šokirani. Sam res, jaz imam tukaj malo dihal, pa me res vrat boli. Torej, govorimo o tem, da je dejansko dihanje v povezavi, da je povsem povezano s tem, kakšna je kvaliteta našega življenja in tudi kakšno je naše zdravje v tem smislu. Ja, res je. Z dihom v bistvu se lahko dotakneš vseh dimenzij človekovega bivanja. Tako kot je že Blaž rekel, od čiste telesne, psihične, čustvene, emocionalne, mentalne in tudi duhovne. In na ta način jaz vidim še ta socialni vidik diha, ki je pa v bistvu hiperventilacija, ker smo tudi kot družba hiperaktivni, želimo vse več, smo tudi na nek način pohlepni in na ta način hlastamo za zrakom. Tako da to hitro življenje nas vodi v hitro dihanje, hiter utrip srca, na koncu v bistvu je pa učinek manj kisika v celicah. Ampak 80% ljudi diha plitko. Ja, plitko, ker tudi dihajo predvsem gor v prsni koš. Lahko bi bilo bolj, če bi iskali nizek dih, nizko, globoko dol vase. Je lahko še vedno volumensko mehno, ampak ko pelješ dih dol, vključiš še trebušno prepono in parasimpatično živčje, dobi večji tonus in te pomirja in je nek način potem znaš skozi dan iti v takem valovanju. Se pravi, seveda moramo biti aktivni, samo se moramo znati dobro umiriti. In to nam kaže dih. Ne moreš dihati na zalogo. Lahko dihaš v tistem trenutku toliko, kot je primerno za tisto, kar počneš. Manca, bi lahko rekli, da dihanje, ko spremeniš dihanje, da ti to spremeni življenje, ker vam dejansko je? Je, absolutno. Jaz sem imela za sabo študij dramske igre, pa študij petja in tukaj do neke mere tudi seveda vedno pregledujemo tudi anatomijo človeškega telesa, zlasti pljuča, pa vse, kar je povezano z govorom in petjem. In jaz sem bila dobro šolana, veliko let šolana pri mnogih učiteljih, ampak mislim, da je vseeno prevladala moja osebna nota, ker so potem ljudje presenečeni, ker delujem ekstrovertirano, veselo, ampak recimo jaz sem umetnica, imam zelo rada glasbo, rada grem na oder, ampak v bistvu kot človek sem precej anksiozna, zaskrbljena, introvertirana in dostikrat se moram kar malo prisiliti v te stvari potem, ne vem, da nekam pokličem, da nekaj naredim, tudi recimo na oder grem kar s precejšnjo nekako zmeraj z odgovornostjo, ne bom rekla, da imam tremo, ampak je vedno taka nemirje, tako zelo sem lahko tudi po več dni pred večjimi koncerti. In ugotovila sem, da kljub temu, da imam te načine, s katerimi lahko, ko grem na oder, super vklopim petje, govor na preponi pa to, ampak samo ko se res dobro počutim, ko sem spočita, ko sem mirna, ko sem naspana, da v drugih primerih pa je potem začelo za mano prihajati na odru. Meni se je začelo dogajati, da tudi na odru, ker nisem mogla vdihniti, čeprav sem teoretično znala, kako se to naredi. In sem ugotovila, da preostanek dneva
recimo tiste ure, ki ne nastopam ali pa vadim, da pa diham katastrofalno. In vidva sta rekla veliko zanimivih podatkov, recimo jaz bi tukaj še dodala ritmično dihati, ne, da to je izjemno pomembno, ne, in to skozi nos pretežno. In to dihanje ne samo po dnevi, ampak po noči, zato ker ti naši slabi živčni vzorci, ki jih imamo čez dan, se zlasti tudi pokažejo po noči, ker tudi po noči plitko dihamo in se telo ne odpočije, ne regenerira, ne, namesto da bi ta velika preponska mišica delala in napolnjevala nas mirno, tudi po noči samo tole, tukaj zgoraj. Tako da jaz sem morala na lastni koži izkusiti, ne, sem bila velikokrat bolna, celo glas sem potem izgubila, da sem se vrgla v to za sebe in potem sem videla, kako mi je pomagalo in sem s tem lahko tudi drugim pomagala. Tako da ni dejstvo, če smo igralci, pevci in da te stvari znamo, da kot ljudje bomo pa dobro dihali. Ni nujno. Torej, če gremo zdaj čist tako pogledati, mogoče zelo na ven, se pravi, dihamo bolj z zgornjim delom, ne? Se pravi, bolj s pljuči. Morali bi pa kako? Bolj celostno, se pravi, čist s trebuhom, sam s trebuhom. Koga lahko opazujemo, da bomo videli to najboljš? Definitivno majhne otroke, če le nima kakšnega nevrološkega obolenja, pa niso traumatizirani, pa verjetno tudi večino živali. Lahko opazujemo. Vendar izpostavlja si, dihamo preveč sam z zgornjim delom, dihamo s pljuči. Se ne moramo drugače dihati, kot brez pljuča. Ne? Pljuča so dihalni organ. Malekle se mi zdi veliko dogem, ni problem, da se prsni koš razširi, ko vdihnemo. Vendar, kar je problem, je, da trebušna prepona ne funkcionira dovolj dobro. In jaz pogosto rečem, trebušna prepona je ena izmed stresno najbolj ranljivih mišic. Mogoče poleg zgornjega trapeziusa, tempomandibularni sklep in podobne stvari. In trebušna prepona mora 80% diha upraviti. In tukaj je problem. Če jaz v jogi zelo veliko pozornosti damo tudi na delo s telesom in razne pripravljalne vaje, da diham bolj optimalno. Da sama drža tista ključna stvar, ki stimulira lahko dobro delovanje prepone. Ker je vkleščena, ne? In če ta del spuščen dol, ni v redu. Tako. In to pa drža telesno, to pa že stvar malo tudi zdrave hrbtenice, ki gre skupaj z roko v roko z dobrim dihanjem. Jaz pri jogi, in to sem se pač naučil tudi v Indiji, zdrava hrbtenica in vitalna hrbtenica gre skupaj z optimalnim dihanjem. Ni eno brez drugega, eno podpira drugo. Jaz tudi ljudem večkrat rečem, da naj se spomnijo, da si enostavno rebra odlepijo stran od popka, ko sedijo, ker drugače je tlele vse ukleščeno skupaj in prepona, namesto da bi gor in dol hodila, ždi na mestu enostavno. Prepona ni, velikrat ljudje mislijo, da je to za petje, pa da moraš govoriti, pa pet na preponi. Prepona je življenjskega pomena za vse ljudi, ne? Preponska mišica. Tako da enostavno se spomnite, kar zdaj, ne? Pa si odlepite rebra stran od trebuha pa od popka. Pa dejansko na celo, ne, ker reče tudi, to je en trik, da se takoj bolj počutiš, v smislu več samozavesti in podobno, ne? Ker če imaš, ne, če te dol vleče, ne, jaz še nisem videla srečnega človeka, ki bi se tako držal, no. Ljudje te kar bolj opazijo, se mi zdi, ne, takoj, ko si zelo zravnan, te opazijo, te pogledajo, kdo pa je to, ne. Ali pa ti rečejo, kaj pa je s tabo, imaš ti luriti, a ne? To sem že tudi slišala. Mi smo narejeni za gibanje, ne, v bistvu. In anima, ne, pomeni duša latinsko, si navdušen v tem smislu, animiran, da se gibamo, ne. In možgani v bistvu kot senzomotorična bitja vedno zaznajo držo telesa. In iz drža telesa razberejo, kaj sploh motivira tega, to bitje, da bo se premikal po tem svetu. Ne? In če si ti odprt in pokončen in s pogledom nekam naprej usmerjen, ne? Možgani zaznajo akcija, v redu je, varno je, gremo, ali pa dajmo se boriti. Ne? Če si pa ti dol zaprt, je pa to lahko občutek sramu, žalosti in tako naprej. Takrat pa gremo proti depresiji. Depresija pa pomeni, ni pritiska, da bi hodil v to smer. Zato je v bistvu zavest o drži, ta somatska zavest, ne? In o dihu hkrati, tista fizika življenja, ker gre prepona dol, ne, naredi prostor pljučem in se ustvari podtlak spodnjim režnim pljuč in se lahko najbolj napolnijo, najbolj učinkovito. In te balončki, ne, so tle spodi, se najbolj napihnejo in ratajo najbolj porozni. Zato je tudi učinkovitost izmenjave plinov iz pljuč pa v krvi najhitrejša, najbolj učinkovita tukaj spodaj. Ampak to hkrati pomeni, ker dobro oba poznata, dobra drža, ne? Mentalno dober stav, ne? Pozicija v tem svetu, zakaj smo tukaj in tako naprej, in gre eno z drugim. Zato je zavest o dihu tista, ki se mi zdi, da je najlažja, da poskeniraš svoje telo, svoje misli, svoje občutke in se pol postaviš v okoliščine,
ki iz tebe izvabijo lepo melodijo, lep glas, lep ton, ne? Ker to je pa tisto, s čimer se drugih dotikamo. Ampak ženske, moram reči, da smo tukaj mogoče malo drugačne, ne? Moramo tukaj izgledati fajn, pa se mi zdi, da ta trebuh kdaj noter tišimo, pa te zadeve. Pa sploh, da ne govorimo, kaj nam je moda v preteklosti naredila z vsemi temi stezniki. Pa ozke kavbojke. Nam zdaj v bližnji preteklosti. Preozka oblačila, jaz bi rekla, sigurno zelo pripomorejo k temu, da ljudje slabo dihajo, slabše dihajo. Ja, tako da zagotovo, to je eno teh ključnih stvari, poleg stresa in slabe drže, sedenje, so proti, da hočemo biti tukaj bolj tanki. Si ženske fejst delamo škodo s tem, kad trebuh not držimo. Tudi moški. Ampak to, da jaz delam veliko terapevtsko, ko sem tudi joga terapeut, slišim velikrat, ko pridejo klienti k meni na individualno učenje, da so bili učeni, da morajo popek držati noter zato, da je stabiliziran ledveno križni del. Kar je nekaj resnice v temu, neči sam s popkom, ampak to, če gledamo z vidika dihanja, ne gledamo celostno in mogoče zaščitam ledveni del, sem ne morem dihati. In jaz bi dal tudi vprašanje, ne vem, če obstaja kakšna študija, bi rekel, da ja, kakšna socialno-psihološka, antropološka študija, zakaj v naši kulturi in na Zahodu so tesnjena oblačila. V mnogih tako nerazvitih kulturah, navednicah, imajo bolj lahkotnost. Jaz bi gledal to metaforično, imamo tesnjena oblačila, ker smo mi psihološko tesnjeni. Pa še stiskajo nas. To je tisto, kar sem na začetku rekel, to pa tudi pomeni, nismo dihani. In tukaj vstopa ideologija noter, ne? In tudi v bistvu religija, ker naš prostor kontinentalne Evrope, krščanski, ga obvladuje tudi puritanizem in kar je pod pasom je umazano. Jaz sem 2 leti v Turčiji delal, tam ni problem dol dihati, tam tudi ni problem trebušne plese plesati, recimo ženskam. Seveda tudi tam kakšne vlečejo trebuh not, ideali lepote, ki so zdaj že kar univerzalni. Na drugi strani latinsko-ameriški plesi spet plešajo pod pasom, z boki in tako naprej. Se osvajajo, to vitalno energijo kažejo. Kakšne imamo pa standardne plese? Geometrija pač, v kvadratu plešaš, stroga drža gor, Tudi balet uči, da moraš držati skozi trebuh noter, ker v bistvu balet izhaja iz evropskih ljudskih plesov v veliki meri. Moja učiteljica za balet je vedno govorila, ženska mora tukaj se držati. To se mi dal zdaj zamisliti, do neke mere mogoče ampak vseeno dihati zgoraj. Tukaj se odpreti tudi na nek način. Potem te prakse, te ideali v bistvu lepote vplivajo na naše najstnice in tako naprej, ki se že učijo, da tako diha in dobesedno nas to duši. Cel domino efekt dejansko se zgodi. Zanimivo mi je, gledam, berem, raziskujem zelo različna področja. Pa lahko zdaj govorimo, ne vem, o tantri, pa o, ne vem, kamasutri na konc koncev, pa o neki seksualni magiji ali pa kakorkoli. Kaj te bo pripeljalo na naslednji nivo? Ja, dihanje, se pravi usklajevanje dihanja, že v sami, zelo, zelo samoumevno se nam zdi to dihanje, ampak mogoče, zdaj vsak od vas izvaja različne tehnike, kaže, uči različne poti do tega, da začnemo bolj ozaveščeno živeti v smislu dihanja, da preko dihanja na koncu tudi okrepimo imunski sistem in podobno. Kakšen je mogoče tisti prvi nasvet ali pa prva 2, 3 koraki, ki bi jih lahko podelili danes gledalci, zaradi tega, da lahko že kar tale trenutek rečejo, to pa lahko naredim jaz sam doma. To pa lahko že kar v samem trenutku. Ker bodo verjetno na ta način tudi okrepili imunski sistem, kar si tako zelo želimo in kar je tako zelo zaželeno, ne samo za vsakega posameznika, ampak kolektivno gledano v tem času. Kaj bi bilo tisto? Blaž, s tvoje strani verjetno to, da poravnamo hrbtenico že v samem štartu. Zdrava hrbtenica ni čisto ravna, nema krivine, ampak definitivno, da je pokončno odprta drža, ki ne vsebuje preveč mišičnega tonusa. Ne, da se držim pokončno na način, da ful stisne mišice, ker to ne bo delovalo, tudi slabo bo vplivalo na dihanje v končni fazi. Torej, skelet v kostje me drži in imam to zaznavo podaljšanost in širine trupa. To je prvi del. In potem drugi del, kar se tiče dihanja, definitivno subtilnost diha in zavedanje diha. Ker to je način, vsaj pri jogi tako gledamo, da lažje umirimo in na ta način, da vzpostavim bolj zavesten stik z dihom. In tako, kot si rekla, tukaj jaz gledam dih kot nek portal, v katerega vstopaš globje k sebi. In lahko tudi odnos s partnerjem ali odnos z življenjem.
kar je še najbolj ključno, ne, partner je del življenja. Kaj pa tretji korak, pa bolj ohlapna oblačila, ne? Ohlapna oblačila pa predvsem mogoče poskrbeti za izdih. Nisem to, da dihamo plitvo ali hitro, kar smo izpostavljali, ne, ali preveč celo in se hiperventiliramo, ampak da poskrbimo tudi za izdih. Ne, ker preveč smo fokusirani tudi na same vdihe. Seveda vdih je pomemben, ampak se mi zdi, da izdih je tista stvar, jaz vidim v svojem kliničnem delu, da to je ključna stvar, kar moram ljudi opozarjati. Izdih je moj dober prijatelj. Me sprosti, imam to sposobnost prepustitve in sem bolj prisoten tukaj in zdaj. Izdih daljši kot vdih? Če želim več sprostitve, definitivno, pa v normalnih vsakodnevnih aktivnostih, recimo zdaj, če hočemo biti mi sproščeni in fokusirani, ker smo v studiu, bi pa sam tudi imam tak vzorec diha, da sta vdih in izdih iste dolžine, ampak prijetno dolga. To se ful fajn sliši, ampak na začetku je to verjetno težko. Bi si mogli najprej vzeti, ne vem, en teden, da bi samo opazovali, kako dihamo, da potem pridemo do točke, zdaj bomo pa dejansko naredili neke spremembe. Vsako uro jaz svetujem budnega življenja 1 minuto fokusa na dih, lahkotne pozornosti. In potem 10 minut, 20 minut, odvisno koliko smo motivirani, specifične dihalne tehnike. Ok, super. To smo zdaj si že zapisali. Kaj si še bomo? Jaz svetujem, da če se dela dihalne vaje, da se jih resnično dela vsak dan, ker tukaj ne pomaga, ne vem, da greš enkrat na teden ali pa ne vem, enkrat na par dni, dejansko treba delati vsak dan. In ker veliko ljudi nima neke pač strašne discipline in motivacije za to, predlagam, da si najdejo pač ta metoda, ki jo jaz učim, vedno vključuje se te hitre vdihe skozi nos, ki zelo hitro muskulaturo notri okrepijo dihalno in odprejo pljuča. Tako da predlagam tudi, da si pogledajo par teh vaj in da jih enostavno delajo skozi dan po nekaj minut, hitre vdihe skozi nos, ker tudi tukaj ni treba potem vdiha ozaveščati, recimo, ker mogoče se nekomu to ne ljubi ali pa pač ni take vrste človek. Obenem pa tudi zelo dobro, bi rekla, priučijo nazaj dihati skozi nos, ker je tudi večina ljudi izgubila in to je tudi eden od teh ključnih razlogov, zakaj zgubimo ritmično, globoko, mirno dihanje, zato ker se pač večina ljudi diha skozi usta. Seveda dihanje skozi usta, jaz ko pojem veliko diham skozi usta ali pa tudi ko govorim, ker je hitreje enostavno, si čustven si, ko dihaš skozi usta, ampak preostanek dneva bi morali, zlasti po noči, bi morali dihati skozi nos. Tako da priporočam vaje dihalne skozi nos, ki ga bodo tudi odprle in bodo človeka navadile, da bo kar podzavestno začel spet dihati skozi nos in da si vključijo med neka dnevna opravila te dihalne vaje, da ni treba, da si vzamejo nek miren čas, miren prostor, posebna oblačila, da enostavno se navadijo to delati, ne vem, zjutraj par minut, pa potem v službi, ko pade motivacija in energija, spet majčkeno, da ves čas to počnejo. Ne? Recimo, dosti vaj se da delati potem, če gremo na sprehod v naravo, kar ob hoji, ker tako ti je do neke mere dolg čas ali pa nekaj razmišljaš in več, ko se tega počne, bolj bo to postalo spet nekako refleksno in bo se telo odprlo in bo samo začenjalo spet dihati. No. Pa ta nos, ne? Ker mislim, da ga je nekako težko odpreti komu ali pa recimo, da bo imel tudi občutek, zlasti pri športu, da ima premalo zraka, če kar začne v hipu dihati skozi nos, da res o tem razmišljamo, no, in da delamo te hitre vaje z različnimi gibi zraven, no, ampak lahko enostavno ob hoji se to tudi dela, ne, hitre odrezave vdihe. Pa drža, spet sem rekla, odlepite rebra stran od popka in pomislite na to, kaj se tukaj dogaja, tukaj noter. To z nosom je bilo dejansko zanimivo, ker če pogledamo, kaj nekaj smrdi, ne? Večina ljudi pol zapre nosa, ne, pa začne dihati skozi usta, ampak v bistvu nos je perfekten filter za vse stvari, ne? Se pravi, manj sranja po domač povedano bomo dobili vse. Vse dobimo skozi usta, ne? Usta so stranski vhod samo. Tukaj direktno dobimo vse slabo takoj noter. Tako da, ker nekaj smrdi je boljš pol čez nosa, ne? Absolutno, tudi če se bojite, da boste kakšen virus dobili, karkoli, lepo skozi nos, nikoli skozi usta dihati, ne. Okay. Pred časom je bila tudi neka knjiga zunaj, ki so zraven dajali
tale tejp za čez usta, da si po noč usta zalimaš. In se spomnim, en prijatelj mi je rekel, jaz sem se sred noči zbudil in sem mislil, da se bom zadušil oziroma da me nekdo duši. Se pravi, tukaj smo stran od tega, ker z vaše strani je bilo tudi ogromno člankov in res konkretne spodbude do ljudi, da ne začnejo, ne malo zamenjajo tukaj. Pa tudi sama vidim, da na kakšnih delavnicah, ker recimo vprašam, kaj je zdaj, a gre trebuh ven ali not, ko vdihnemo. Ogromno ljudi ima tudi to zamenjano. Ja, paradoksalno dihanje v tem smislu. Ne? Ja, to izhaja v bistvu ne samo iz recimo Butejkove metode dihanja, ne? Da je to pač rigorozno, gremo za tem, da se diha skozi nos, da tudi po noč zapremo usta, zalepimo celo usta, kar je fino pri ljudeh, ki se zbujajo suhimi usti zjutraj. Ne? Ker to pomeni, da prvič so veliko vode izgubili, izgubljaš sebe v tem smislu, staro se sušimo. In na drugi strani, da tkivo ni dovolj kisika dobilo. Tako da je eden od ukrepov, da si zalepijo usta in odlično funkcionira. Na drugi strani so to delali že Indijanci in druge kulture, ne? Ko recimo po zim nasploh dihamo skozi nos in rajš malo volumensko manjše, kar je v bistvu tudi dober nasvet zdaj, ko se bližajo hladni dnevi, da nismo preveč toplo oblečeni in da ne spimo v pretoplih spalnicah, ker če bomo spali v pretoplih spalnicah, tudi manjši otroci, je tendenca, v jogi se dobro ve, da se, če ne drugače, se hladi skozi dihanje, skozi usta. Se usta odprejo in pol prihaja do raznih patologij, pri otrocih do ortodonskih problemov, lobanja se podaljša, pri starejših smrčanje. Smrčanje vodi v težave z srčno-žilnim sistemom in tako naprej. Ampak ključno je potem fokus na dihanje. Tako da ob tem, kar sta že oba povedala, se mi zdi to mogoče še fajn povedati. Spravi, da nismo preveč toplo oblečeni, da ne spimo v pretoplih sobah in pa da recimo v smislu stresa ena zelo dobra taka prva pomoč pri stresu je povohaj situacijo. Ker takrat namesto, da greš v strah, ne, ali pa v neko tako hiperventilacijo, sprejmaš. Ker nos je pravzaprav naš najbolj intimen stik z zunanjim svetom in notranjim svetom. Ne, v pljučih se pravzaprav preobrne. Zunanji svet postane notranji svet in v nosu dobesedno z vohalnim živcem, ki gre direktno v limbični sistem, se dotakne spomina, čustev in tako naprej, znamo zelo dobro sebe postaviti v okolje. In v bistvu smo tudi najbolj intuitivno pravilni, ker vključujemo ponavadi tudi trebušno prepono, te vitalno energijo iz droboja ven in na nek način najbolj poravnani z vsemi centri, ne, se pravi in z mentalnim, in srčnim, in z drobovjem, na svetu, v katerem smo. Tako da je v bistvu pri stres managementu moj prvi nasvet poduhaj. Kakšen duh se vije zdaj v tem prostoru, med nami, ne? Ali pa česa si se ustrašil, povohaj, sprejmi povohaj. To mi je zdaj zanimivo. Mislim, in tudi je na nek način jasno, ko pravijo, ne, da ne uporabljamo parfuma, pa ne zaradi tega, ker je hormonski motilec, ne samo zaradi tega, ker je hormonski motilec, ampak sploh samski se ne morejo tako dobro zavohati, ne? Prevara, ne? Ja, ker dejansko, če ti od nekoga von, ne zdaj postan Švica, ne, ampak svež von, ne, recimo, da če ti ni všeč, da ne boš šlo. Sesalci, ne, vsi sesalci v živalskem svetu se spoznavajo predvsem skozi von in mi smo sesalci. In kaj to pomeni? Tisto, kar je tudi že Blaž prej malo usmeril, izdih. Se pravi, ne, ko gre pes povoha drugega psa, ga pravzaprav pri anusu povoha, da vidi, kaj gre iz njega. In na nek način tudi, ko smo z drugimi ljudmi, se mene zanima, kaj prihaja ven iz tebe. Ne? Zato na nek način vohamo, gledamo gibanje, kako se kdo drži, kako ti vstopaš v svet. Zato je nos v bistvu tako pomemben organ in čutilo hkrati, ne, da znamo dobro umeščati samega sebe v to. In ta nos je prehod med duhom in dihom in telesom na koncu. In nas dobro postavlja. Blaž, ti zagotovo izvajaš te tehnike čiščenja nosa z vlivanjem slane vode, kaj ne da? Džala neti krija, ja. To je tudi koristno, absolutno, sploh zdaj v zimskem času, COVID času, obdobju definitivno, ja. Tako da ravno zaradi tega, ker tudi v jogi je poudarjeno, nos je osnovni dihalni organ, kjer se začenja proces diha, absolutno. Mogoče kompromis, da lahko izdihujem skozi usta, sploh kadar je nek napor, ampak definitivno sam vdih pa ne bo. Izdih je lahko, torej izdih je lahko skozi usta. Kombinirano, kdaj? Ja.
vdih pa skozi nos definitivno. Definitivno. To je super Prečiščenje. ideja, ker s to vlivanjem slane vode skozi nos, recimo tudi pri teh ljudeh, ki so bili velikrat testirani, ker so manjše rance v sluznici nosa, ta sol hitreje regenerira to sluznico in se pozdravlja. Tako da v bistvu Jaz spet tudi dvigujemo delam. odpornost. Pa v Sibiriji smo recimo naučili, oni dajo olje, mečken olja to dajo zdaj dajo dejansko Rusi. v nosnici. In to Ajurveda dajo tudi. marelično ali breskovo olje, neko tako, ki ga je zelo težko dobiti tlele, ne? Neko netipično olje. Pevci to delajo, ker je zanimivo, ker ti tudi nekako ta pol pot, nekako tisto olje si najde pod dol in tudi na olji glasilke. Tako da recimo pri izgubah glasu in tako se tudi to olje kapljajo in to direktno na glas vpliva, ne? Pa bojda, To da super. tudi če kakšni virusi pridejo, da Ja. ne morejo iti naprej gor, ne? ja. Ker če je suha sluznica, grejo dejansko lažje naprej. Ja. Recimo jaz velikokrat ljudem priporočam, tudi je taka stara sovjetska metoda, ki me je naučil moj zdravnik, recimo, ker prvi znak prehlada je dostikrat, da te mečken boli grlo, čist mečken, še prej gre na nos, na karkoli, pa dostikrat tudi tlele malo začnejo boleti pljuča zadaj, ne. In v Rusiji imajo to staro metodo, ki meni super deluje, da kupiš jod, tisti v majhni steklenički, ne uniji za pasje rane, kot ta veliki, ne, najbolj tisti močen, ga daš na vatno palčko, pogledaj, posvetiš v grlo, vidiš, ki je rdeče in se zelo na hitro tam namažeš, ne. In to dostikrat pomaga kar zatreti celo zadevo v kali, ne. In zraven v kombinaciji s tem recimo si jaz nalepim še obliže velike s pekočo papriko na hrbet, ki pa potem prav v tem predelu tukaj pljuč mikrocirkulacijo pospeši in ta kombinacija skupaj še z soljo skozi nos meni dostikrat pomaga v kali zatreti nek prehlad virusa ali kaj takega. Pa dihalne vaje seveda. Takrat je treba odreagirati, ne da čakaš, če boš dobil takoj, vročino ali ne. Pa kolikor lahko veliko tekočine, ne, čaja, kurje juhe, litre in litre in litre. In potem Toplo. se da v kali zatreti recimo kakšno stvar ali pa v enem, dveh dnevih premagati na tak način. Odlično. Hvala lepa vsem za te odgovore. Kakšne povzetke bomo objavili tudi na www.klepetobkavi.si. No, zanimivo, pokrovitelj tega pogovora pa Silvertus, pravzaprav 2 medicinska pripomočka s koloidnim srebrom in eteričnimi olji za pošpricati po grlu, pa za vnos, zato da se bo lažje dihalo.